Prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav v družbi Prve lige Telemach. Boj za naslov prvaka je odločen, a to ne pomeni, da v zadnjih 5 krogih ne bo napeto. Odprtih je še veliko vprašanj, nekaj odgovorov pa nam bo morda ponudil že 32. krog, ki je na sporedu ta konec tedna. Najprej preverimo lestvico. Olimpija, ki je na večnem derbiju dokončno zapečatila usodo tekmecev v Prvi ligi Telemach, ima neulovljivih 15 točk naskoka. Če bomo v finalu pokala Pivovarna Union pospremili še en večni derbi, potem v boju za evropske vstopnice najbolje kaže Mariboru, Celju in Kopru. Pete Domžale za 4. mestom zaostajajo za 4 točke, 6. Mura pa že za 6. Bravo in Kalcer Radomlje sta točkovno poravnana in imata 5 krogov pred koncem, pred cono izpada 9 točk naskoka. Na dnu sta točkovno poravnana Gorica in Tabor Sežana, ki se bosta kot kaže borila za mesto v kvalifikacijah za popolnitev Prve lige Telemach. V boju za najstrelca sezone še naprej najbolje kaže Žanu Vipotniku, ki ima 17 goli 2 gola naskoka pred napadalcem Mure, Mirlindom Dakojem. Dvojec iz Maribora in Mure ima lepo prednost pred tretjim Marijom Kvesičem iz Olimpije. Na lestvici asistenc je še naprej na vrhu trojica mariborskih igralcev. To so Marko Tolič, Rok Kronaveter in Arnel Jakupovič. Najbližji zasledovalec je Marijo Kvesič. 32. krog bosta v soboto v 15. uri odprla Kalcer Radomlje in Koper. Gostitelji, ki so v zadnjem krogu gostovali na Fazaneriji, so v spomladanskem delu pod taktirko Oliverja Bogatinova izgubili le proti Olimpiji. V tem koledarskem letu na domačih tekmah v domžalskem športnem parku ne poznajo poraza, zadnje je tudi decembra slavilo Celje. Koper je po porazih proti Aluminiju v pokalu in Mariboru v ligi dobil primorski derbi z Gorico. Varovance Zorana Zeljkoviča do konca sezone čaka zelo zahteven razpored, zato bo pred obračuni z neposrednimi tekmeci za Evropo zelo pomembno, da bi v Domžalah odigrali dobro tekmo. Kanarčki so Mlinarje v tej sezoni premagali le v 5. krogu na Bonifiki, zadnjo medsebojno tekmo pa so z 2:1 v gosteh dobile Radomlje. Sobotno druženje nadaljujemo ob 17:30, ko se bosta na stadionu Rajka Štolfe srečala Tabor Sežana in Mura. Trener Mure, Dejan Grabič, je bil po remiju z Radomljami razjarjen in presenetil z ostro izjavo. Tukaj imamo vsak drug teden ljudi, ki pridejo navijati, spodbujati. Mi pa osnovne delamo, mi ne gremo v duel, mi ne zaključimo, mi ne gremo v skok, mi ne gremo v drugo žogo. Kaj je to, kakšni principi? Nima veze s fuzbolom to. To, kar je danes gledalo, sploh se ne bi dotikal tekme kaj dosti. Ajde, drugi polčas, neka kvazi energija, velik strelov itd., ampak to je vse bla bla bla. Na novo se bojo delili dresi od jutri naprej. Na novo se delijo dresi, na novo se deli to, kdo lahko igra za Muro. Ker to, kar smo zdaj videli že ne samo danes, ampak kar v seriji tekem, to je nedopustno. In za vse sem odgovoren jaz in jaz prevzemam vso odgovornost. In od ponedeljka naprej bo druga zgodba. Pred Muro je zahteven zaključek sezone, črno-beli pa so na zadnjih 14 ligaških tekmah slavili le 2-krat. Zanimivo je, da so do polnega kompleta točk prišli proti Olimpiji in Mariboru, nato pa teh skalpov niso znali nadgraditi. Na drugi strani je sežanski Tabor svojo edino zmago v spomladanskem delu vpisal takoj na začetku v Domžalah, na zadnjih 2 tekmah pa prišel do 2 velikih točk. Predvsem proti Celju so varovanci Dušana Kosiča igrali zelo kompaktno, kar bo v boju za obstanek zelo pomembno. Vloga favorita je na strani Mure, ki je proti Sežancem na 15 ligaških tekmah izgubila le 2-krat, edina tekma na Krasu v tej sezoni pa se je oktobra lani končala z visoko zmago črno-belih. Zadnja sobotna tekma je tudi Sportklubova tekma kroga. Ob 20:15 se bosta v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Domžale. Vijoličasti bodo po neuspehu na derbiju iskali hitro reakcijo. Po porazu so takoj odločno zatrdili, da bodo naredili vse za končno drugo mesto in pokalni naslov. Na drugi strani bo rumena družina morda lovila celo zadnji vlak za priključitev v boj za 4. mesto. To bo jubilejna 90. medsebojna tekma v Prvi ligi Telemach.
Vijoličasti so slavili 41krat, Domžalčani 20krat, videli smo še 28 remijev. V tej sezoni se Maribor še ni razveselil zmage proti ekipi Simona Rožmana, nekdanjega stratega 16kratnih državnih prvakov, kar zagotovo prinaša še nek dodaten motiv. Preverimo, kako se na tekmo pripravljajo eni in drugi. Pa ja, normalno, da je bilo težko po takem porazu. Definitivno si nismo želeli, da se prvenstvo konča na tak način, ampak žal, nimamo druge kot to, da nas motivira, ta dve stvari. To je seveda, da ostanemo na drugem mestu in da osvojimo pokalno lovoriko. In takoj po tekmi smo si pogledali v oči, moramo dvigniti glave, moramo se pobrati, dati svoj maksimum na vsakem treningu, na vsaki tekmi. Že zdaj soboto, evo, nas čaka ena težka tekma in samo mislim, da 3 točke pride v poštev. Pa so res zelo agresivna ekipa, igrajo praktično skoraj po celem terenu, igralec na igralca. In tukaj moraš biti pameten, tukaj moraš odgovoriti z enako mero agresivnosti, borbe, neke motivacije. In če tukaj nisi pravi in tudi če tekaško, fizično nisi na pravem nivoju v tistih 90 minutah, potem je proti njim lahko res ena zelo težka tekma. Ampak vseeno, jaz verjamem, da bomo pokazali svoj pravi obraz, da bomo spet tisti pravi Maribor, ki smo bili pred Olimpijo, in mislim, da potem bo normalno lažje tudi priti do 3 točk. Ok, sigurno bom rekel, je vedno imperativ igrati proti 2-3 najboljšim ekipam v državi. Bo neko motivacija na maksimalnem nivoju. Zavedamo se, bom rekel, vzdušja, bom rekel, v Ljudskem vrtu. In to je za nas sigurno ena lepa tekma, da bo rekel, ti fanti dobijo bom rekel, prve občutke, kako to zgleda, bom rekel, na višjem nivoju. Tako da sigurno se veselimo takih tekem. Imamo sicer, bom rekel, kar nekaj hendikepa v tem trenutku pri sestavi ekipe, ampak kakorkoli, kdor bo dobil priložnost, sem prepričan, da bo odigral na maksimalnem možnem nivoju. Pa ok, jaz sigurno bom rekel, se po tekmovalni plati bomo borili do konca. Mislim, da je realno nek tekmovalni imperativ, mislim, da je težko dosegljiv za nas. Bom rekel, v tem momentu bomo poskušali sezono do konca izkoristiti v smeri, bom rekel, še nekih afirmacij igralcev, da tisti, ki so mogoče, na katere se računa, bom rekel, v bodoče, nekako narediti prve korake že v naslednjo sezono, narediti neko doselekcijo. Tako da še enkrat poskušali bomo biti svoji, bom rekel, do konca odigrati korektno. Mislim pa, da tekmovalni, bom rekel, nek naboj ali pa neke želje, ki so bile mogoče malce nerealne, so zdaj, bom rekel, zelo oddaljene, tako da se nekako ne obremenjujem več s tem. Pa sigurno, bom rekel, so stvari, ki se dogajajo pri njih, v njihovem klubu, v njihovih glavah. To nas, bom rekel, ne tangira, kaj je veliko. Mi se moramo postaviti po svoje, bom rekel, po najboljših močeh, odigrati to tekmo. Sigurno bo zanimiva tekma, igramo na koncu proti ekipi iz vrha, bom rekel, vedno dobra atmosfera, vedno dobro igrišče, in jaz verjamem, da bom rekel, moji mladci se pokazali v najboljši možni luči, tako kot sem rekel, da v tej zaključku sezone, bom rekel, tudi malce uživamo na terenu in se nekako pripravljamo na naslednjo sezono. Preostali 2 tekmi 32. kroga sta na sporedu v nedeljo. O 15. uri se bosta v Novogoriškem športnem parku pomerila Gorica in Olimpija. Vrtnice bodo lahko špalirjem kot prve v tej sezoni pozdravile nove prvake, ki odločno zatrjujejo, da bodo do konca sezone skušali dobiti vse tekme in da jih zanimale dvojna krona. To win everything, and not only this, believe me, now in league, We want to win every game. We're going to go for all the games. We're going to respect the competition. We're going to respect the football. We're going to respect the opponents. Of course, now we have a big target, that is the cup. But until last day, I will push them. I will push the boys. We still have another many games to play in the league. And they have to finish well, because it's important for their careers also, because how to finish is also important. So I don't want to let them to relax. So this is my responsibility, and you can be sure that I cannot promise you if we will win the next games, but I can promise you that the boys, they will give everything until the last day. Vrtnice so na drugi strani po zadnjem rezultatskem neuspehu na primorskem derbiju zamenjale strokovno ekipo. Edija Rejo je zamenjal Agron Šalja, ki je 2 leti nazaj v podobnem delu sezone reševal Celjane. Šalja je prvi trening odvodil v torek, videli pa bomo, kakšen vpliv na ekipo bo imela nova trenerska zamenjava.
Gorica je na zadnjih 10 medsebojnih ligaških tekmah z Olimpijo brez zmage, zato bo naloga ne glede na slavje zmajev po potrditvi naslova izredno zahtevna. Za konec 32. kroga nas čaka še obračun Brava in Celja. Šiškarji so na zadnjih 5 tekmah ugnali Gorico in Olimpijo, po remiju z Domžalami v zadnjem krogu pa so si zagotovili, da imajo pred 9. mestom še naprej 9 točk naskoka. Celjani so na drugi strani po zmagi na Fazaneriji na zadnji tekmi znova razočarali. Na tekmi s sežanskim Taborom so pred svojimi navijači odigrali zelo slabo in ostali brez doseženega gola ter brez polnega izplena proti zadnje uvrščeni ekipi lige. Zelenica na Žaku je za varovance Romana Pilipčuka izredno neugodna. Na 7 medsebojnih ligaških tekmah v Spodnji Šiški so Celjani slavili vsega enkrat. Kako bo tokrat? Preverimo, kaj nas v prvi ligi Telemach v naslednjih dneh še čaka na programih Sportkluba. Med vikendom bomo lahko pospremili polfinalni tekmi legendarnega FA pokala, nogometni navdušenci pa boste lahko uživali tudi v avstrijskem derbiju med Šturmom iz Graca in Red Bull Salzburgom. Na njem se bodo 3 slovenski nogometaši borili za morda celo odločilne točke v boju za naslov. Prihodnji teden nas na to čakata še obe polfinalni tekmi pokala Pivovarna Union, začenja pa se tudi evroligaška končnica. Za danes pa naj si bo to vse. Hvala vam za vašo pozornost, uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sportklubu in lep pozdrav do prihodnjič.